za današnjo novinarsko konferenco sem se odločil potem, ko sem v zadnjih dneh slišal nek stavek, ki mi je sprožil spomin v glavi, ker sem ta stavek, šlo pa je za opisovanje razmer neki drugi državi, slišal pred nekaj leti. Gre za stavek, da bo potrebno v Sloveniji, če se zlato fiskalno pravilo oziroma uravnotežen proračun piše v ustavo in zahteva uveljavitev v rokih, ki so predvideni v besedilu te spremembe ustave, zmanjšati pokojnine za 30%, plače, standard in tako naprej. Sem ta stavek slišal pred leti iz strani bivšega, zdaj že pozabljenega predsednika grške vlade, potem, ko je Evropska unija, ko je bil odkrit strašanski primanjkljaj v grških javnih financah, od Grčije zahtevala, da začne obvladovati svoje stroške. Na tistem sestanku, kjer je takratni predsednik grške vlade v Bruslju dajal mešane signale, je za novinarje potem izrekel to napoved. Zdaj po nekaj letih je popolnoma jasno, da je bil razvoj dogodkov popolnoma v nasprotju s tem stavkom. Ker Grčija ni resno vzela prvih opozoril, ker je morala Evropska unija potem praktično v 3 rundah šele z zadnjim programom priti do soglasja z Grčijo o dejanskem realnem začetku obvladovanja stroškov, so se pokojnine v Grčiji dejansko znižale za 30%. Najvišja pokojnina je danes v Grčiji tolikšna, kot je bila povprečna pokojnina v času, ko se je ta stavek izrekel. Drastično znižujejo število zaposlenih v javnem sektorju. Plače v javnem sektorju so se znižale za več kot za 30%, ni več teh dodatnih plač, številnih dodatkov. Brezposelnost, še posebno med mladimi, je rekordno velika. Torej, ta ocena, ki je bila izrečena strani najvišjih predstavnikov slovenske izvršilne oblasti, je popolnoma napačna. Do takšne situacije bo prišlo, če Slovenija ne nadaljuje z resnim obvladovanjem stroškov. Drugi razlog za to srečanje z vami je tudi napovedan sestanek z vsemi parlamentarnimi strankami, do katerega bo verjetno prišlo jutri, nekaj nam bi se pogovarjali o stanju v proračunu in o predstoječih ustavnih spremembah. Gre seveda za že omenjen vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo in za izločitev možnosti blokad z referendumi, ko gre za proračunske oziroma javnofinančne zakone. Zdaj za to gradivo, za ta sestanek je bilo pripravljeno tudi neko gradivo, ki kaže resno stanje v slovenskih javnih financah. Da je to stanje resno, smo mi opozarjali že vrsto let, tudi od februarja lani, pa vse do marca letos, ko sem vodil slovensko vlado. Takrat smo strani teh istih strank ali pa večine istih strank, ki so danes v vladi oziroma v vladni koaliciji, poslušali, da strašimo, da pretiravamo z oceno stanja. Zdaj po teh istih ljudi slišimo stavek, da je stanje resnejše, kot so pričakovali. Seveda je resnejše, kot so pa oni govorili prej. Je natančno takšno, kot smo ga opisovali, in tisto ni bilo nobeno strašenje, ampak govorjenje o realnem stanju. Tako da tem besedam, češ da je stanje resnejše, kot so pričakovali, lahko rečemo dobro jutro. Prebojenje je bilo očitno zelo travmatično, upajmo, da še pravočasno. Zdaj za stanje v proračunu, oziroma v slovenskih javnih financah, ki je slabše od tega, kot se je pričakovalo, in v tem trenutku tudi slabše od tega, kot se je načrtovalo v proračunu za letos. Zato je več razlogov. Javne finance so seveda nekaj dinamičnega, imate prihodkovno in odhodkovno stran, in če hočete slediti proračunskim ciljem, morata biti seveda obe tako ali drugače doseženi. Pa še bolje, če je prihodkovna presežena. Ampak
Ta nestabilnost, ki se je začela z virantovanjem v začetku januarja, je povzročila odganjanje tujih investitorjev, namesto da bi tuji investitorji prihajali k nam. Domača podjetja odhajajo v tujino. Kljub nekaterim reformam, ki so bile izvedene, je ta politična nestabilnost v zadnjih mesecih bila eden od ključnih razlogov za to, da je bil tudi gospodarski optimizem na nizki ravni, kar se da pomeni, da tudi tisti, ki bi lahko investirali, niso, ampak so čakali. Tako da drugi razlog za takšno stanje v proračunu je dražje zadolževanje. Glede na obseg slovenskega javnega dolga je vsaka odstotna točka pri obrestih merjena v desetinah milijonov. In če pogledate skok pribitkov na slovenske državne obveznice z nastopom nove vlade, vam je lahko popolnoma jasno, kje so razlogi. Z nastopom nove vlade so se okrepili tudi nekateri lobiji, še posebej prostorski. Sami ste sodelovali mnogi v teh razpravah o poenostavitvi postopkov pri gradnji objektov. Veliko teh poenostavitev je bilo preprečenih in zaradi tega, ker so na področju upravljanja s prostorom, deloma tudi varstvo okolja, silne birokratske ovire, številne investicije na stotine, na tisoče, na 10 tisoče malih investicij, ki bi lahko stekle, ne stečejo, zato ker tisti, ki so tukaj vmes, želijo dobiti dodatna sredstva iz raznih študij in tako naprej. Seveda pa je glavni razlog za stanje v proračunu, ki je slabše od pričakovanega in načrtovanega, dejstvo, da se ne obvladujejo stroški pri funkcioniranju države. Proračun za letos je zgrajen na predpostavki, da se bo masa za plače v javnem sektorju začela zniževati 1. januarja. To ni bilo mogoče še v času naše vlade zaradi tega, ker je bil proračun blokiran z referendumsko zahtevo, ko je bila ta odpravljena z odločitvijo ustavnega sodišča. Seveda v tistih parih dneh do 1. januarja ni bilo možno sprejeti ukrepov, ki so bili načrtovani. Načrtovali smo jih potem, oziroma predstavljeno to za januar in še vedno bi ostalo 11 mesecev, ko je bila ta poraba bistveno manjša. Ampak 8. januarja se je začelo razpadanje koalicije in zaradi tega ni bilo možno do konca izpeljati učinkovito niti pogajanj z sindikati javnega sektorja, bodi si alternativno sprejeti ustrezno zakonodajo, ker ni bilo večine. Še posebej pa se takrat ni dalo nadaljevati sprejemanje spremembe ustave. S to spremembo bi se preprečila blokada sprejemanja finančnih zakonov oziroma zakonov, ki vplivajo na stanje v proračunu. Če bi to orodje naša vlada imela v svojih rokah, bi seveda ta del stroškov, ki je največji razlog za stanje v proračunu, ki je daleč od idealnega, obvladovali pravočasno. Tisto, kar po dobrem mesecu nove vlade skrbi tako nas kot naše partnerje v tujini, so signali, ki so bili poslani v notranji in zunanji prostor. Najprej gre za signale ob nastopu te vlade. Slovenija se ne spremlja zelo intenzivno ves čas v razmerah, v katerih danes je slovenska država in ob stanju, ki je v evroobmočju, pa se seveda zelo natančno spremlja napovedi, še posebej na začetku nekega mandata. Tako da tisto, kar je bilo rečeno ob nastopu nove predsednice vlade in nove vlade, se je spremljalo, se je prevajalo, vse bonitetne hiše so to natančno proučile. Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka, Evropska komisija so pa tudi največje komercialne banke s svojimi analitičnimi oddelki, so te napovedi vzele za resne napovedi, ker takrat, ko se oblikuje vlada, običajno
ni več volitev, ne govori se več volivcem, se pravi nekaj všečnega, tako za prodajo, za politični kapital, ampak običajno resne vlade govorijo tisto, kar dejansko mislijo narediti. No in ti signali, te napovedi, ki so jih in smo jih vsi skupaj takrat slišali, so šli v smeri, da bo treba javnemu sektorju nazaj vrniti staro veljavo, da vsi so to prevedli v pač povečanje stroškov funkcioniranja javnega sektorja. Potem smo slišali velikokrat stavek, da bo nova vlada korenito spremenila smer dosedanjega načina reševanja krize, da je konec varčevanja, zdaj je pred nami rast, še posebej preko investiranja v velike infrastrukturne projekte. Slišali smo, da se bo spreminjal zakon o upravljanju terjatev bank, pa zakon o Slovenskem državnem holdingu, da se bo rušilo klasifikacijo naložb, se pravi seznam podjetij, predlagan seznam podjetij za privatizacijo oziroma za prodajo in tako naprej in tako naprej. Slišali smo tudi v dneh po nastopu nove vlade, da bo sicer v javnem sektorju potrebno varčevati, ampak bo to linearno varčevanje, se pravi nekaj, kar je bilo narejeno v lanskem letu. V lanskem letu smo izvedli eno relativno obsežno akcijo linearnega varčevanja. Za letošnje leto tukaj ni velikega manevrskega prostora, razen če ne želimo delati več škode kot koristi. V letošnjem letu je pač predvideno v javnem sektorju, bilo predvideno sektorsko varčevanje, se pravi tam, kjer je več rezerv, več, tam, kjer gre za razne dodatke, ki so morda v teh časih še bistveno bolj, oziroma ki so v teh časih še bistveno bolj neupravičeni, kot so bili včasih. Ni nobenih razlogov, da obstajajo, tam, kjer gre za različne privilegije tudi ne. In tam, kjer gre za pretirano število zaposlenih v posameznih segmentih javnega sektorja, je tudi možno bistveno več privarčevati kot tam, kjer pač mogoče celo primanjkuje ljudi, mislim predvsem v storitveni del javnega sektorja. Torej, nadaljnje linearno zmanjševanje lahko naredi več škode kot koristi. Tudi, ko gre za motivacijo zaposlenih v javnem sektorju. Če znižaš tismo, ki dela dobro in tismo, ki dela slabo. To je samo še en korak več k manjši učinkovitosti. Zdaj, ena od takšnih škodljivih napovedi je tudi napoved, da se bodo namesto, da bi se zmanjšal javni sektor tam, kjer je prevelik, ali da bi se zmanjšali ti razni dodatki, da se bodo zmanjšala sredstva za materialne stroške. Zdaj, to varčevanje na materialnih stroških v javnem sektorju smo spremljali v času 3 let Pahorjeve vlade. Zdaj, v praksi je to pomenilo, da potem, ko je bil nek policijski ali pa reševalni avtomobil iztrošen, niso kupili novega, češ da varčujejo, da bo še za kakšno leto dober. Potem so pa za avtomobil, ki je bil vreden kakšnih 6000 evrov, na leto dali 5000 evrov za popravila. Mi smo s to prakso v lanskem letu prekinili, nekoliko sanirali stanje, vendar pa ni dokončno sanirano in če se bo zdaj varčevalo na tako imenovanih materialnih stroških, tam, kjer ni rezerve, bo to drago varčevanje, bo to varčevanje, ki bo bistveno več stalo in je to popolnoma nespametno. To lahko res dela s premislekom samo neka garnitura, ki ne gleda niti srednjeročno, kaj šele dolgoročno. No in seveda, en od razlogov za zaskrbljenost so tudi ti signali, da se ne vidi gozda, da se vidi posamična drevesa, da se jih je začelo tudi sekati, da pa se celotnega gozda ne vidi. En tak dober argument za ta stavek oziroma za to trditev je v tem gradivu, ki smo ga prejeli za ta sestanek vodstev parlamentarnih strank, ker gradivu, ki na prvi pogled zgleda, da ga je pripravilo Ministrstvo za finance, piše, da je za letošnje leto predvidena tudi tako imenovana zelena davčna reforma, da pa se ne ve, ali se to pripravlja ali ne. Se pravi, tisti, ki morajo to pripravljati, je napisal, da se ne ve, ali se to pripravlja ali ne. Zdaj, če oni ne vejo, ali se to pripravlja ali ne, potem
Ne vem, kdo je to pisal, ne. Možno, da kakšen zunanji izvajalec, ki je to zaračunal.